Pozdravljeni. Čas je, da se ponovno poglobimo v duhovne stvari. Danes bomo raziskovali, kako deluje usmiljenje. Bog je v delovanje vsega stvarstva postavil tako fizikalne zakone, kot tudi duhovne. Jezus nas v naslednjem stavku pouči o zakonu usmiljenja. Rekel je takole: blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Zavedati se moramo, da je Bog standard in izvir pravičnosti. Le on je resnično pravičen sodnik. Vsak odmik od pravice se kaznuje po njegovem zakonu in njegovih standardih. Bog je pa tudi standard in izvir ljubezni. Zato lahko obenem, poleg pravičnosti, izkazuje tudi usmiljenje in ljubezen. Ta zgodba bo pojasnila, kako skupaj delujeta pravica in ljubezen. Živel je nek pravični sodnik, ki je imel več otrok. Zgodilo se je, da en od njegovih sinov ni spoštoval zakona. Zato se je znašel na zatožni klopi pred svojim očetom, sodnikom. Tožilec je podal obtožbo in naštel vse fantove prekrške. Sodniku, njegovemu očetu, je bilo jasno, da je njegov sin zares kriv. Ker je bil sodnik pravičen, se je želel ravnati po zakonu. Svojega sina ni mogel kar tako oprostiti, samo zato, ker je bil njegov. Samo nepravičen sodnik bi to naredil. Ni imel druge možnosti, kot da svojega sina obsodi in mu za storjena dejanja prisodi 10.000 evrov kazen, kot je zahteval zakon. Ker pa je svojega sina imel nadvse, je po izrečeni sodbi stopil k njemu. Slekel si je svojo sodniško obleko, ga objel, odprl svojo denarnico, povlekel ven bančno kartico in sam plačal kazen namesto sina, saj njegov sin ni imel denarja. Pravici je bilo zadoščeno. Cena za kršitev zakona je bila plačana. Usmiljenje je bilo izkazano zaradi očetove ljubezni. Podobno je tudi Bog ravnal do nas. Cena za greh je bila plačana na Golgotskem križu. Bog je plačal zelo veliko ceno za naša življenja. Poslal je svojega edinorojenega sina, Jezusa Kristusa, da bi plačal ceno za našo krivičnost. Cena za naš greh je bila smrt. On je umrl za nas, da bi mi lahko živeli. Pravice je bilo zadoščeno in zaradi Božje velike ljubezni je bilo usmiljenje izkazano človeštvu. Sedaj je lahko vsak, kdor pride k Jezusu in mu preda svoje življenje, prost smrtne kazni za greh, ker je prijel od Boga usmiljenje. Ko bomo nekega dne vsi stopili pred Božji sodni prestol, bo Jezus za tistega, ki je sprejel Božje darilo, rekel: zanj sem plačal jaz, on je oproščen kazni. Pravici je bilo zadoščeno in ljubezen izkazana. To je usmiljenje. Usmiljenje je to, da ne dobiš tega, kar si zaslužil. Plačilo za greh je namreč smrt, Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Sveto pismo v tej vrstici govori o večni smrti, ne le o telesni, in o večnem življenju, ne le o telesnem. Človekova duša je nesmrtna in zato ne more umreti. Ko človekovo telo umre, oseba ne izgine kar tako iz obstoja. Zaradi tistih, ki jih Bog ne bo mogel sprijeti k sebi, je pripravil deponijo, pekel. Tja bo odvrgel vse, kar ne dosega njegovega standarda pravičnosti. Strašno je obsojen pristati v peklu, od koder ni vrnitve. Ljudje se dosti kračalijo glede pekla, zato ker ne razumejo, kaj v resnici to je. Torej, večna smrt je obsodba na večno ločenost od vsega dobrega, od luči, od ljubezni, od pravice, od Boga. Tisti, ki niso Jezusovi, ki niso sprijeli večnega življenja, ki ga je Jezus pridobil na križu za nas, bodo morali sami prestajati kazen za svoj greh. To bo tako strašno, da tega ne želim nikomur. Sprejmi Jezusa, sprejmi usmiljenje, sprejmi Božji dar. Od vseh, ki smo prišli k Bogu in prijeli usmiljenje, Bog pričakuje, da ravnamo kot On. On nam je izkazal usmiljenje, zato ga moramo tudi mi. On odpušča grehe, zato pričakuje, da odpuščamo, ko ljudje grešijo proti nam. Če ne veste, kako lahko grešnik pride k Bogu, ter kako se rodi od zgoraj oziroma znova in tega niste nikoli izkusili, si oglejte našo prejšnjo epizodo Žalost ali veselje. To so zelo resne stvari, ne le neke dobre misli in pobožne želje. Jezus je rekel tudi: če namreč odpustite ljudem njihove prestopke, bo tudi vaš nebeški Oče vam odpustil. Če pa ljudem ne odpustite, tudi vaš Oče ne bo odpustil vaših prestopkov. Zato zares srečni bodo usmiljeni, kajti usmiljenje bodo dosegli. Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.